V avtomobilu nepravilen prevoz psa pomeni veliko tveganje. Kosmatinec, ki se v avto pelje kot slepi potnik ali kot živi tovor, se lahko hipno spremeni v nevarnega letečega psa. Kako in zakaj, pojasnjuje Janez Marolt, AMZS inštruktor varne vožnje in izkušeni gorski reševalec. Ob trku se sila izredno poveča. Sila se vedno maso množimo s pospeškom oziroma pojemki, v primeru trkov so to negativni pospeški, povzročajo precej večjo težo naletno. In če bi kar za primer vzeli, da se mi pri 90 km/h čelno zaletimo, pa ima naš hišni ljubljenček 10 kg, to pomeni, da bo imel 780 kg v takem trku. Poškoduje sebe, poškoduje ostale potnike v avtu. Pes je živo bitje, zato je še kako pomembno, da tudi v avtomobilu poskrbimo, da se bo pes in ostali potniki ob njem vozili varno. Kljub temu, da število psov pri nas neprestano narašča, pa se žal ne dviguje stopnja ozaveščenosti njihovega varnega prevoza. Ko vozimo psa, pa je potrebno njemu prilagoditi tudi slog vožnje. Zelo nevarni so nenadni pojemki, pospeški, grobo vrtenje volana, da pride do zanašanja avtomobila. Ampak da vozimo s večjo varnostno razdaljo, zato da imamo več časa, da se varno ustavimo, da tudi ne pride prevelike obremenitve na pse ob nekih nenadnih zaviranjih. In pa seveda, da pse varno vozimo v boksih, da jih ne vozimo kar na sedežih ali kar prosto v prtljažniku, ampak da jih lepo fiksiramo v boks fiksiramo v prtljažni prostor in pa na tak način hišnega ljubljenčka varno vozimo. Ključno je tudi, da je pes v avtomobilu miren in ne povzroča motenj voznika, sicer voznikova pozornost je v takem primeru usmerjena s ceste dal na hišnega ljubljenčka. Je precej večja možnost, da bomo ali spregledali nekoga, ali zamudili z zaviranjem, ali nepravilno odreagirali. Prometna preventiva se mora za psa in lastnika začeti od prvega dne skupnega življenja. Ja, sigurno je potrebno narediti dvostransko. Najprej psa naučiti, da je avto nekaj prijetnega, da je prtljažnik nekaj prijetnega, hkrati pa ga spet posebej naučiti, da je boks nekaj prijetnega, kjer se dobro počuti. Boks ni namenjen samo varnemu prevozu, ampak je tudi praktičen z vidika vzgoje psa. Ko imamo psa v boksu in potujemo z avtom, pes ne more sestavljati oziroma razvijati nadomestnega vedenja, lajati na mimoidoče, lajati na pse, hkrati nam pa na tak način, ko je miren v boksu, omogoča tudi normalno vožnjo oziroma nam prijetno potovanje. Da psa naučimo varnega prevoza, moramo samo učenje razdeliti na dve fazi. Najprej psa naučimo, da se dobro počuti v avtu. To lahko začnemo delati že kot z mladičkom. Mladička primemo, ga damo v avto in ga z pomočjo hrane navadimo, da je avto nekaj prijetnega. Potem damo boks ob avto, psa naučimo, da je tudi transportni boks nekaj prijetnega. Psa damo v boks in ga noter spet z pomočjo hrane oziroma nagrajevanja naučimo, da je to super zanga. Potem pa vse skupaj združimo. Damo boks v avto, povabimo psa v boks in tako utrdimo vajo še nekajkrat. Za konec velja še enkrat poudariti. Pes v avtomobilu zahteva svoj prostor, ki mora biti varen zanj in za vse ostale potnike v kabini. AMZS testi so pokazali, da daleč največ varnosti omogoča čvrsti aluminijasti boks. Vse ostale rešitve so precej zasilne in v primeru nesreče lahko pride do hudih posledic. Uživajte v zvestobi in igri svojih štirinožnih prijateljev ter se skupaj z njimi vozite varno.